Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na Sedi resnice. Potrebno je spregovoriti tudi o enem, to je tudi moje osebno mnenje, bedastem fenomenu, ki se je rodil kje drugje kot v Združenih državah Amerike, zdaj pa kot kaže, počasi prihaja tudi k nam, in to so ti strašljivi klovni, ki se pojavljajo v temačnih ulicah, ki se pojavljajo na odročnih krajih in strašijo nič hudega sluteče mimoidoče. No, ta trend v Sloveniji še ni v celoti potrjen, je pa res, da so tukaj tudi organizacije, ki bodo imele precejšnje težave. Ena od njih je nedvomno ena od najbolj plemenitih v Sloveniji, to so Rdeči noski, to so profesionalni umetniki usposobljeni za delo v bolnišnicah, in z mano je predstavnica Rdečih noskov tukaj v Mariboru, gospa Nada. Gospa Nada, dober dan. Žalostni ste, vidim, ne? Ja, dober dan, žalostni smo, tako ste rekli, jaz bi zdaj izkoristila to priložnost, da bi apelirala res na vse. Čute, to, kaj počnejo ti posamezniki, to je vredno vsakega obsojanja. Še enkrat podarjam, naši člani ne nosijo mask, mi imamo rdeče noske samo in tako ste rekli, mi plemenito dejanje opravljamo. Samo ste pa klovni. No, z nami pa je tudi gospod iz posebne vseslovenske mreže proti klovnom, ki se je oblikovala v teh dneh. Gospod Štandeker, dober dan, torej izvolite. Ja, dober dan, čute, klovni so, ne? Tu zdaj ne moramo, mi naši mreži imamo strokovno usposobljene sodelavce, ker to se zdaj že preveč razširilo, čute, fruci, eni so doma noč zaklejeni, noče iti v šolo, noče jesti, noče piti. Kak to zgleda, da hudobni klovn z sekiro 14-letnega otroka lovi, čute, to so posledice. In mi zdaj ne moramo reči dober klovn, slab klovn, to je poprek. To je poprek. Dajte neke dinozauri, bodite, ne vem, zakaj ne bi doktori bili, zakaj morate zdaj rdeče nose imeti? Čute, za otroke gre. Dajmo zdaj neko drugo masko, no, začasno, če ni to. Pa to je 20-letna tradicija, no, že. Bolj pa riskirate, recimo v Mariborskem UKC-u sta dva hišnika, tudi naša člana, bolj pa le idete tja, pa da vidimo. Glejte, ne moremo mi ukrepati, mi radiramo, da ne pride do hujših posledic. Dobro, samo čude, kaj pa ta incident, ko se je zgodil zdaj čez vikend v enem nakupovalnem središču, gospod si eno masko, samo probal si je na oddelku, pa so ga že do blagajne lovili, kaj pa to je? Od klovna masko, ja. Od klovna masko? No, potencialni hudobnež, ne? Mi imamo to mrežo, imamo vse blagajničarke, tam, ki so maske, so naše članice in to takoj pač javijo. Tako da mi že na parkirišču to zrihnemo. Čute, če prije domov se obleče, zame sekira je prepozno. Eno otrok ima posledice. Lahko je vaš to tudi. Ne moramo delati razlik. Trenutno je to. Če je zeleno grdo, to pomeni, da je grdo zeleno. Ne more to ta zelena biti lepa. Poprek se gre, ne? Vi ne razumete, gospod, mi smo humanitarna organizacija, ki pomagamo bolanim otrokom. Čute, kaj misliš, da po 20 minutah, ko manjaka loviš, pa ga dobiš, bo rekel, jaz sem od Rdečih noskov. Kaj ne za naši člani naredijo? Kaj ne naredijo naši člani? Ja, razumem, samo ne morete vi naših članov mešati. Lahko, ker ste klovni. Mi smo Rdeči noski. Te pa bodite drugi noski. Ne morate biti klovni zdaj, ko je tako napeto. Pa dajmo ohraniti mirne živce, pa dostojanstvo. Pa gledajte, samo še enkrat vam povem, to so resne zadeve. Mi imamo 20-letno tradicijo, naša statistika je več kot odlična. Naša tudi, 6 komadov. V enem tednu smo dobili. Tako da, glej, ne? Tu smo, ne? Nekaj druga bojite, no. Dragi dame in gospodje, ne pozabite, do naslednjič, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.